Že kar v navado vam je prišlo, da najboljše športnike sprejemate. Kaj rečijo ob tej zmagi Draga Bončiča, dolgoletnega padalca na letališču v Lescah? Ja, najprej moram izraziti veliko spoštovanje, da je pač to Bloudkovo nagrado dobil za to življenjsko delo, ker je praktično res dal svojih 50 let v ta padalski šport. Seveda mi je pa zelo drago, da je to v naši občini, to je tradicija. Seveda sem pa še malce drugače bil povezan še prej v športni zvezi, sva bila oba trenerja, jaz na plavalnem, on na padalskem področju in imam lepe spomine tako prej kot tudi zdaj, ki sem pač v drugi vlogi in tudi za vse uspehe, ki so jih padalci dosegli, je absolutno prvi krivec za to, da imamo tako uspešne, ampak ne v parih letih, ampak v res zadnjih 30-40 letih. V zahvalo ste mu poklonili poseben srebrnik in seveda tudi za spomin. No, to je bila čisto skromna pozornost, da se bo pač spomnil tega dogodka. Bil je pa bolj namen, da tudi ostalim povemo, koliko je vredna ta nagrada, ker ne gre za plaketo, ampak gre za nagrado in sem prepričan, da je po kar nekaj kratnih poizkusih šla v prave roke. Kaj vam pomeni današnji sprejem pri županu Cirilu Globočniku? Ja, Ciril je vedno pravi čas vedel povabiti in se zahvaliti za naše delo. Moja generacija je začela pred 50 leti. Nekako vzorniki so nam bili Štefan Pesjak in Viktor Kuplini, ki sta 70. leta v Lescah v ekipi Jugoslavijo osvojila drugo mesto v skokih na cilj. Mi smo pa prevzeli vlogo v reprezentanci 73. leta, ampak nismo naredili tazga koraka kot oni. Smo nekje bili v svetovnem vrhu, nikoli pa na vrhu. V tem obdobju so pa se izkazali tekmovalci v Paraski, v Šolar je še Zupan. Naša generacija je dokaj hitro nehala glede na pogoje danes, nekje po 10 letih. Nadomestili so jih mladi, ki so 84. leta v višji osvojili drugo mesto na svetovnem prvenstvu. Pozneje pa so nadaljevali te uspehe še 86 v Ankari, 90 je Mirt bil svetovni prvak v skokih na cilj v Lescah. Zaključili so pa 94. leta, ta generacija je zaključila 94. leta na Kitajskem z drugim mestom skokov na cilj. Njih so nadomestili mlajši in je bila čisto odrezana ta generacija zaradi socialnih problemov. Služba, so se poročili, ni bilo več prostega časa toliko za trening, ne da ne bi hotel. Tale mlajša generacija je pa dobila socialni status in že skačejo, nekateri še danes, so pa osvojili od 2000. leta naprej, so osvojili v vsakem svetovnem prvenstvu so kakšno medaljo osvojili celo do danes. Koliko padalskih skokov takole naredite na leto ali na teden? Ja, fantje na začetku so delali od 400 do 600 skokov na leto, zdaj jih delajo manj, ker ni takle več potrebe. Pač se trening organizira glede na to, kako planiramo vrh forme ali za paraski ali pa za klasične discipline.